Lep pozdrav, drago moje šmarje, in mi smo imeli v tem našem pomladanskem delu priporočila za neka majhna razstrupljanja. Vendar pa je v tem spomladanskem delu izrednega pomena, da še res bolj pomagamo našemu organizmu, našim jetrom, našem žolčniku, da se organizem dobro razstrupi. In je izrednega pomena, da se lotimo tudi kakšnega mogoče večjega razstrupljanja, oziroma jaz vsako leto v tem času prakticiram post. Zame je post kot nek takšen totalni servis in telesa in glave in duha in vsako leto se ga tudi izredno veselim, ker je moje počutje odlično, ker imam tudi potem ponavadi več energije, tako da, vendar seveda izrednega pomena je, če imate kakšne zdravstvene probleme, da se morda o tem posvetujete tudi s svojim zdravnikom. Zdaj, lahko se lotite tudi mogoče nekih, vsaka neka odločitev bo izrednega pomena za vaše telo vam bo izredno tudi hvaležno. Lahko se odločite mogoče za kakšne sadne dneve, lahko se odločite, da mogoče boste pač pili malo več vode, lahko se odločite tudi za ta intermitentni post, tega tudi izredno tudi iz teh znanstvenih krogov je izredno priporočljiv, da 16 ur v dnevu ne jeste, 8 ur jeste. Vse je dobro, tako da karkoli naredite zase, vam bo telo izredno hvaležno. No, mi bi pa se danes v našem praktičnem delu bi se posvetili enemu delu našega telesa, ki absorbira ogromne količine stresa. In mi že pregovorno rečemo, malo stisni zobe, pa potrpi, pa bo šlo, ja. In sicer danes se bomo posvetili našemu spodnječeljustničnemu sklepu. Zdaj, tisti, ki ste mogoče malo bolj čuteči do svojega telesa, res dobesedno čutite, ko ste v neki stresni situaciji, kako podzavestno malo stiskate zobe. Tisti, ki morda niste toliko čuteči do telesa, pa se lahko dogaja tudi to, kar je en pokazatelj, da je v vašem telesu ostalo ogromno stresa. Če, ko na primer ponoči, ko spite, ja, škripate z zobmi. Tako da mi bomo danes res sprostili tale sklep. Kje točno se nahaja ta sklep? Ja, to je to. Tu, če imate pri vhodu v uho, ja, če malo pomigate tukaj, ja, in malo takole zakrožite in to je ta spodnječeljustni sklep. In že majhna taka masaža lepo sprosti napetost v tem sklepu. Zdaj bomo pa kar zaprli oči in bomo sploh najprej ozaveščali, koliko je te napetosti v našem sklepu, ja. Bomo kar zaprli oči in se poskušate samo osredotočiti, ko lepo so zaprta usta, in poskušate se osredotočiti na položaj vaših zob. Ja, v kakšnem položaju, ko so zaprta usta, so vaši zobje. Ali se zobje močno stiskate skupaj, ali so zobje rahlo narazen. In če je vaš spodnječeljustnični sklep sproščen, potem morajo biti zobje 1 do 2 mm narazni, ja. Če zobje tako tudi pri zaprtih očeh močno stiskate, pomeni, da je veliko stresa v tem predelu, ja. Naslednji pomemben segment je vaš jezik in poskušajte ozavestiti, v kakšnem položaju je vaš jezik. In če vaš spodnječeljustnični sklep sproščen, potem je konička jezika za zgornjimi zobmi. Ja. Če je jezik za spodnjimi zobmi, potem je spodnječeljustnični sklep napet. In zdaj bomo šli v sproščanje naše čeljusti. Bomo naredili kar pest, bomo dali dlani, ja, oziroma takole pesti pod spodnjo čeljust in bomo z rahlim uporom, ja, bo šla spodnja čeljust dol, dlani pa rahlo navzgor. Na tak način sproščamo, ja, ta del. Ja.
Ni treba premočno, toliko da lahko rahla upor, da lepo premikate. Ja. In še naslednji pomemben segment, ki ga bomo naredili, bomo jezik, koničko jezika močno zavihali nazaj proti mehkemu nebu, s tem bomo fajn tudi naredili en stretch tega vmesnega dela. Ja. Okay. In sprostimo. Okay. Malo poskušamo zaznati to sprostitev. In to bi bilo za danes vse. Lepo se imejte in se vidimo drugi teden. Vse dobro.